Kozorogi, lepo pozdravljeni na kanalu Teja Tarot. Z vami sem Teja in danes bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz sem karte že predhodno zmešala, tako da bomo kar začeli. Evo, s temi kartami bomo pogledali splošne energije za mesec januar in splošne energije za vsak teden posebej. Zdaj, preden začnemo, bi rada še poudarila, da je to splošna napoved, zato ni nujno, da je vse namenjeno točno tebi in tvoji situaciji. Pač sprejmi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tvojim življenjem oziroma s tvojo situacijo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Ok, še razdelimo karte. Evo, pa poglejmo. Aha, Kozorogi, vaša karta splošne energije je karta Svet. Ta karta predstavlja nek zaključek, nekaj zaključujete, mogoče kakšen projekt, mogoče to gre za neko določeno obdobje v vašem življenju, torej vse nekako neke preizkušnje, ki so vam prišle na pot, nekaj, kar vas je na nek način peljalo naprej, se zdaj zaključuje in začenja se neko novo, mogoče lepše obdobje. Mislim, zagotovo lepše obdobje, novo obdobje je vedno lepo. Ok, prvi teden bo malček še zoprn. Tukaj imamo devetico mečev, ki nekako prikazuje neke strahove in dvome, ki jih imamo v sebi in zaradi katerih nekako si ne upamo pogledati v prihodnost. Ne upamo, pogledati v prihodnost v smislu, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo in nas potem to nekako omejuje. Imamo nek strah pred prihodnostjo, pred nadaljnjimi koraki. V drugem tednu imamo štirko novcev. Tukaj se boste mogoče zapirali vase, nekako boste tukaj vidim kot na nek način, veseli boste s tem, kar imate in nekako, kot da boste zaradi vseh teh strahov, boste nekako, kot da bi nekako ignorirali prihodnost in nekako si rekli, ok, to imam in zdaj pač bo, kar bo. Nekako tako, tak nek občutek dobivam. Bomo pa potem še bolj natančno pogledali, kaj so te karte. V tretjem tednu imamo viteza mečev, torej tukaj boste Kozorogi nekako dobili nek nov zagon, novo energijo. Zelo boste odločeni, da nekaj dosežete in tukaj videti, kot da se boste s polno paro podali naprej proti ciljem. Mogoče celo pomeni, da boste premagali te strahove in dvome, ki jih boste imeli v prvem tednu. V četrtem tednu pa imamo kraljico palic. Kraljica palic je karta, ki nekako prikazuje, da boste Kozorogi v zadnjem tednu vzeli vajeti v svoje roke, čutili boste neko samozavest, vedeli boste, da ste na pravi poti, nekako boste tukaj videli neko svetlo prihodnost, ki vas čaka, pripravljeni boste na spremembe, nekaj boste še vedno sicer prikrivali svetu, mogoče znotraj vas ali pa znotraj vašega zasebnega življenja pripravljate nekaj, kar boste nekoč pokazali svetu, ampak zaenkrat bo to nekako še ostalo nekako pri vas. Bomo pa še takoj zdaj pogledali bolj natančno, kaj te karte pomenijo. S temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj točno se bo dogajalo, da bodo te energije prisotne v vaših življenjih. Tukaj imamo paža novcev. Paž novcev nekako predstavlja, da bo v bistvu tukaj, da bo to začetek nekega mogoče novega projekta, ker so novci, se lahko nanaša na vašo karierno pot ali finančno. Definitivno gre tle za nek nov začetek, nekaj, kjer še nimate dosti izkušenj ali pa dosti znanja, boste pa zelo previdni, počasi se boste pomikali naprej, nikamor se vam ne bo mudilo, kar je čisto v redu. Razen v tretjem tednu, no, tle boste kar polni akcije, se mi zdi. Ok, vaša lekcija pa je ponovno devetica mečev, torej vaša lekcija v tem mesecu je, da premagate vse te dvome in strahove, vse te nesigurnosti za vašo prihodnost. In to bo že v bistvu nekako v prvem tednu bo že ta lekcija najbolj izrazita. Tukaj bo v prvem tednu boste v bistvu spoznali vse te stvari, vse, kar bo se negativnega zgodilo v prvem tednu oziroma vse, kar vam bo v prvem tednu povzročilo neka negativna čustva. Imejte nekako
dajte to nekako v ospredje in zavedajte se, da to morate tekom meseca premagati, vse te strahove, ki se bodo v prvem tednu pojavili. Poglejmo točno zdaj, kaj so te strahovi, kaj se bo dogajalo. Imamo karto mag, imamo hudiča narobe obrnjenega in imamo štirico novcev narobe obrnjeno. Štirico novcev imamo tudi tukaj. Ne vem, če to vidite, bom takole pokazala rajši. Ok, torej, že v začetku januarja se zna zgoditi, da boste nekako dobili neko idejo, nek nov zagon. Tukaj je videti, da boste imeli vse, kar potrebujete, da se nečesa lotite. Lahko, da boste v bistvu, ali pa ste že v decembru začeli nekaj novega in tukaj se potem vidi nek razvoj. Tukaj boste dobili neko potrditev, da se ta stvar lahko razvija in da jo dejansko lahko izpeljete do konca. Imate vse, kar potrebujete. Imate dovolj znanja, imate dovolj izkušenj, imate material, ki ga potrebujete. Skratka, vse je že prisotno v vašem življenju. Mogoče vi tega ne vidite. Zato imamo tukaj hudiča narobe obrnjenega. Ta hudič predstavlja v bistvu neke karmične lekcije, ki se nam pojavljajo v življenju, oziroma neke negativne izkušnje. In v kombinaciji s to karto predstavlja, da se boste tukaj tega nekako morali znebiti. Mislim, znebiti v smislu, da premagate, no, da premagate vse te izkušnje. In tukaj vidite tudi, da lahko se zgodi, da se potem v tem tednu da kaj zapusti vaše življenje ali pa da se zgodi neka taka sprememba, ki vam mogoče ne bo všeč in se boste potem zapirali vase. Nekako boste k sebi tiščali tisto, kar vam je še ostalo, mogoče to ne vem, če bi to razlagala. Jaz upam, da si boste to znali nekako svojo situacijo interpretirati. Ampak tle je videti, kot da boste nekako neko potrtost čutim in potem, kot da v bistvu to potrtost, mislim, da to potrtost premagujete z neko stvarjo, ki vam je še ostala v življenju, nekaj, mislim, vse. Zdaj to sem tako rekla, kot da bo se celo življenje vaše spremenilo. Ne bo se tako korenito spremenilo, ampak pač neka stvar, ki bo nekako šla iz vašega življenja, boste potem tisto, kar bo še ostalo, boste si nekako ful jemali k srcu, želeli si boste, nekako ne boste dovolili, da nekatere stvari zapustijo vaše življenje. Mogoče kaj takega. Potem v drugem tednu imamo as palic. Imamo viteza novcev, imamo osmico mečev obrnjeno narobe. Zanimivo. V drugem tednu potem pride že neka nova energija, mogoče nekaj, kar ste v prvem tednu tle pri tem magu začeli. Se lahko pojavi neka priložnost, ki vam bo pomagala, da stopite naprej. Oziroma jaz to mislim, točno to, kar sem prej rekla, ne. Imate že vse, kar potrebujete, ampak tega še ne vidite. In v drugem tednu, ko se vsa ta negativne situacije, ko vam spucajo te vaše prepričanja, čeprav vam to mogoče ne bo všeč, ampak boste pol ugotovili, da je v bistvu ta izkušnja iz prvega tedna bila zelo dobra, ker vam bo razkrila neko novo pot, neko novo smer mogoče ali pa nekaj, kar vam lahko pomaga na poti do cilja. In tukaj tudi videti neko osebo, ki bo prišla, lahko ste tudi vi, lahko boste poslali kakšno ponudbo nekomu, lahko bo pa nekdo prišel do vas z neko zanimivo ponudbo. To velja tako za romantične odnose, kot za poslovne, za kariero, za finance, pač karkoli je v vašem življenju zdaj trenutno v ospredju. In z vsemi temi dogodki se tudi znebite potem te karme. Tukaj je tale lekcija, hudič dostikrat predstavlja neke karmične lekcije in ker imamo osmico mečev obrnjeno narobe, pomeni, da se tega rešite. Tudi hudič narobe obrnjen pomeni kot konec nekih okoliščin, ki nas na nek način omejujejo. Jaz sem pozabila pogledati še lekcije za prvi teden. Ok, lekcije v prvem tednu. Upam, da vas to ne bo malo zmedlo, ker skačemo gor in dol. Ampak v prvem tednu imamo petico mečev in osmico novcev. Pardon, petico palic in osmico novcev. In ja, kot sem rekla, tukaj že v bistvu te konflikti, to boste morali premagati in nekako
delati naprej na tem vašem projektu, karkoli je. Lahko je, kot sem že rekla, odnos, lahko je kariera, lahko je finančno stanje, lahko je karkoli pač imate trenutno v življenju. In poglejmo še lekcije za drugi teden. Imamo viteza palic in imamo dvojko novcev. Torej, v drugem tednu smo rekli, da pride ta neka nova priložnost, morda kakšna ponudba in razrešitev nekih omejitev, nekih situacij, ki so vas v preteklosti omejevale. In vaša lekcija tukaj je, da ste popolnoma samozavestni in da s tem, kar boste dobili, ta as palic, da s tem ta neka nova pot, ki se bo odprla, da to zagrabite s polno paro in greste tem korakom naproti. Lekcija bo še tudi mogoče, ker imamo tukaj dvojko novcev, mogoče sta te dve ponudbi nekako obe enako dobri in obe vam lahko na nek način prineslo nekaj dobrega, ampak bosta obe skupaj kot komplet kar velik zalogaj in boste v bistvu v tem tednu nekako boste morali obe te možnosti nekako spraviti v neko harmonijo. Poglejmo za tretji teden, ko vitez palic. Se pravi, tukaj boste brez omejitev že, ker se spucajo v drugem tednu, tukaj boste pripravljeni na neke nove akcije. Imamo viteza palic, imamo obešanca narobe obrnjenega, imamo as palic narobe obrnjen. Ok, tukaj bo potem po teh omejitvah prišlo do neke akcije, šli boste neke korake naprej, ampak vas bo potem nekaj ustavilo. Tukaj se bo zgodila neka preizkušnja, ko vam bo na nek način omejila korak, oziroma ne omejila, ampak bolj ustavila, ker mogoče še ni pravi čas. Tukaj ne gre za neke blokade, mimo katerih ne morete iti, ampak gre bolj za to, da se ustavite in da nekako pogledate na situacijo iz drugega zornega kota. Ampak jaz mislim, da vam bo tukaj kmalu vse jasno, kmalu boste dobili tisti zagon za naprej in tukaj tudi potem mogoče se vam neka nova razjasnitev se vam pokaže v življenju. Mogoče vam ta razjasnitev ne bo tako všeč, ker imamo asa narobe obrnjenega, ampak jaz mislim, da vas to ne bo nikakor oviralo. Tako da dajmo pogledati lekcije. Tukaj imamo sedmico kelihov in imamo viteza mečev. Torej, jaz bi rekla, da tukaj, kar se vam bo zgodilo, da vas bo na nek način ustavilo, so neke mnoge možnosti. Mogoče se vam bo odprlo dosti idej, dosti novih partnerjev, recimo, če iščete partnerja, lahko gre za dosti različnih ponudb ali pa mogoče, ja, nič drugega mi ne pade na pamet. V glavnem, so neke možnosti, ampak ne moremo vseh naenkrat sprejeti in to vas bo na nek način ustavilo. Tukaj si boste vzeli trenutek, da razmislite, da ponovno premislite vaše korake in tudi boste dobili jasnino. Jasno boste vedeli, kako naprej. Imamo ponovno viteza mečev. Tukaj imamo torej 3 viteze. Vi boste v tem tednu zelo zagnani, energični in fokusirani na vaš cilj. Potem pa še zadnji teden poglejmo, imamo dvojko kelihov narobe obrnjeno, imamo viteza palic narobe obrnjenega in imamo dvojko palic. Ok, v četrtem tednu je tukaj videti neko partnerstvo. Če ste samski, se tukaj začne lahko kakšna nova zveza. Če ste na kariernem področju, nekako imate zdaj trenutno najbolj v ospredju, gre tukaj lahko za neko sodelovanje ali pa nekdo vam ponuja neko, mogoče kakšno pomoč. Definitivno to ne bo se še razvilo v tem tednu, vam bo pa dalo veliko optimizma in energije za naprej. Zdaj tale paž tukaj nekako kaže na to, da bo treba še nekaj iz preteklosti razčistiti, nič takega, ne vidim nič slabega. Mogoče se lahko pri nekaterih kozorogih zgodi, ker imamo tukaj zdaj dvojko kelihov in potem tega paža mečev,
palic, pardon, kot da se bo to partnerstvo začelo, ampak potem čez nekaj dni, kot da boste ostali tukaj sami. Kot da boste mogli sami nekako narediti neke določene korake naprej. In potem tukaj tudi malček več stabilnosti, morda vam tukaj ta druga oseba, pač te karte lahko zdaj predstavlja tako, da se to vse vi, se pravi, te 3 osebe ste vi, lahko pa je ta karta recimo predstavlja vas, ta pa tole drugo osebo, ki je tukaj. Pač to je vse odvisno spet od same situacije. Kaj bi še tukaj povedala? Aha, tle imamo, okej, ja, v bistvu seštevek teh kart nas povezuje s karto zaljubljenca, tako da definitivno bo ta teden nekako v ospredju bodo odnosi, odnos s partnerjem, odnos s poslovnim partnerjem, odnos do vaše želje, kakršenkoli odnos gre tukaj. In potem proti koncu meseca je videti, da boste nekako naredili nek načrt za neke spremembe naprej. Poglejmo še lekcije. V 4. tednu imamo 3 palic in imamo 6 palic. Zanimivo. Torej, nekaj boste delali, na nečem boste gradili, če je to odnos, bo vaša lekcija, da nekako ta odnos ga nekako uravnovesite, spravite v neko energijo, nek zagon, ravno tako velja za želje in tukaj tudi vaša lekcija, da nekako uživate v neki zmagi. Ta karta predstavlja zmago. To ni nujno, da to zdaj neka ful velika zmaga, lahko je to čisto neka mala zmaga, ki jo čutimo v sebi in tukaj je v bistvu pomembno to, da začutite, da se na pravi poti, ampak jaz mislim, da boste to tako ali tako že zaradi te kraljice palic, ki je že sama po sebi taka zelo ognjevita in energična. Evo, kozorogi, to je to, čaka vas tak res zanimiv mesec, poln novosti, poln zanimivih novih partnerstev oziroma lahko da tudi samo eno partnerstvo. Če vam je bila ta napoved všeč, definitivno stisnite like, tako jim boste dali vedeti, da si želite še v prihodnje takih napovedi. Če imate kakršnokoli vprašanje, če vas karkoli zanima glede napovedi, glede mene, glede mojega dela, pustite spodaj pod komentarji sporočilo, ga bom prebrala in tudi na vsa vprašanja bom odgovorila. Če bi radi mogoče kaj donirali, imate spodaj v infoboxu vse informacije, prav tako so spodaj v infoboxu še vse ostale druge informacije, tako da če vas karkoli zanima, dajte si prebrati. Kozorogi, hvala, ker ste bili v moji družbi, želim vam, da lepo praznujete želim vam lep zaključek leta in tudi lepo praznovanje novega leta in se potem vidimo konec januarja v novi napovedi za februar 2021. Čau!